Dobrodošli, drage gledalke in gledalci v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Asjo Širovnik-Moškon, ki je predavateljica, pisateljica, hipno- in regresoterapevtka ter duhovna voditeljica. Med drugim je napisala knjigo Kdo ustvarja mojo realnost. Asja, vaš odgovor bi bil? Je zelo kompleksen. Med ostalim naše nezavedno, naš podzavestni z svojimi prepričanji, vzorci in spomini iz nezavednega, ki se potem radi ponovijo v našem sedanjem življenju. Potem pa je še višji nivo, ki ga soustvarja, to je pa naša superzavest, naša duša. In če smo v tem stanju zavesti, potem naše življenje teče popolnoma drugače, kot pa če ga ustvarjajo podzavestni in nezavedni vzorci in prepričanja. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaja Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, kjer spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prenaša dodano vrednost tudi drugim. Danes gostim izjemno žensko, Asjo Širovnik-Moškon, mednarodno priznano terapevtko, predavateljico, duhovno voditeljico, avtorico, ustanoviteljico mednarodne šole napredne transcendentalne hipnoterapije in edine licencirane regresoterapevtke Newtonovega inštituta v Sloveniji. Pri svojem delu ima vedno znova priložnost spremljati čudovite zavestne preskoke posameznikov, ki so se odločili spremeniti svoje življenje. Asja je ženska, ki govori 7 tujih jezikov, prepotovala je svet ter svoje bogate izkušnje pridobivala z življenjem v različnih kulturah, kar je omogočilo edinstvene vpoglede v različne načine življenja in duhovne prakse. Zelo sem vesela, da je danes z menoj, zato Asja, srčno dobrodošla. Hvala, vesela sem, da sem lahko z vami danes. Hvala, Asja. Skočiva kar v vaše bogate izkušnje z življenjem v drugih kulturah tega sveta. Kako vam je ta globlji stik z njimi dalo eno globje razumevanje pristne človeške povezanosti? Mogoče mi je bilo najbolj interesantno v vsem tem, ko sem potovala in menjala življenje, kulture, okolje, da sem spoznala, da smo si ljudje lahko zelo različni, ampak v neki naši srčiki biti, v neki osnovi, bom pa se tako nekako izrazila, imamo pa vsi dušo. Ja. In ta naša duša je pravzaprav ista substanca, isto srce, ista srčnost, ista sposobnost ljubiti ali pa izražati ljubezen, ne glede na to, kje smo se rodili. Seveda, potem tista kultura, v katero se rodimo, oblikuje našo osebnost. In ene kulture so bolj v srcu, bolj srčne, bolj odpirajo svoje srce in ga izražajo. Druge kulture so morda bolj usmerjene v racionalni v biti v glavi, v doseganje rezultatov z tem, ko smo skoncentrirani skozi in tukaj potem ljudje ne izražajo čustva na isti način, kot, ne vem, dala bom primer, neka Južna Italija ali pa nek Rim. In tista srčnost Rimljanov je absolutno drugačna kultura in drugačen način izražanja čustev, kot na primer na Nizozemskem, kjer ljudje pač drugačno percipirajo sebe in odnose. Kar ne pomeni, seveda, imela sem čudovite in še vedno imam zveste, kvalitetne prijatelje, tako v Rimu kot na Nizozemskem, kajti z vsakim človekom, in to me je fasciniralo, pravzaprav ne glede na njegovo kulturo, v kateri je rojen, in vsaka kultura ima svoje prednosti, pa tudi svoje omejitve. Ne glede na kulturo, v kateri je človek rojen, se lahko vedno potrudimo in naredimo en korak več in vzpostavimo zelo toplo, trajajočo prijateljstvo, srčno navezavo sem želela reči, ki se potem preraste v prijateljstvo, in to lahko potem ostaja leta in leta. In to pa sem se naučila, da ne glede kakšna je kultura tega človeka, da se vedno pride do človekovega srca, Do bistva, ne? do bistva in se začuti tudi ta duša. Do pristnosti. Do pristnosti, tako je. Kako ste doživljali pristnost žensk med temi različnimi kulturami? So različne ali je kakšen skupni imenovalec?
Definitivno je ženska pristnost zelo pogojena s kulturo, v kateri se ženska nahaja. Žal v današnjem času še vedno niso ženske enako tretirane oziroma obravnavane v vseh kulturah. Torej, nekatere kulture ustvarjajo za žensko prostor, kjer se ona lahko izraža kot individuum, kot celostna osebnost, kot intelektualno bitje, kot enakopravna moškemu. Določene kulture ustvarjajo prostor, da se ženska izrazi v svoji unikatnosti na določenih področjih, preseže lahko moškega, kar je absolutno v redu in normalno, če se to zgodi in je tudi sprejeto. Potem so pa seveda kulture, s katerimi sem se srečevala, v katerih so pa prepričanja dokaj nazadnjaška, si bom upala reči, v odnosu do ženske. Od tega, da ženska ni ustvarjena enakopravno moškemu, torej da njena duša, pa da se razumemo, tudi v naši zgodovini, evropski zgodovini, je nekaj stolet nazaj držalo prepričanje, da ženska nima duše. Da jo ima samo moški. In to govorimo o Angliji, govorimo o Franciji, govorimo o... Torej, ženska nima duše, imajo samo moški. Živali pa ženske pa ne. In to se je spremenilo na Zahodu pri nas. Seveda danes to ni diskutabilno, a ima ženska dušo, a nima duše, lepo prosim, bo vsaka ženska rekla. Ampak dejstvo je, da je pravzaprav vloga ženske v družbi variira od kulture in niso vse enako naklonjene ali pa enako prebojene v zavedanju pomembnosti ženske vloge v naši družbi. Se naša družba dejansko ima tudi do ženske določene pričakovanja in zahteve, ki predstavlja ženskam izzive izraziti svojo pristnost. Ampak kako vam to uspeva v naši družbi? Vidite kakšne primerjave izražanja pristnosti tukaj pri nas ali pa nekje drugje, recimo na svetu? Pravzaprav bom tako nekako rekla, v Sloveniji se počutim zelo udobno v svoji koži, kar pomeni, da in opažam, da veliko žensk ima prostor za samo izražanje. Definitivno v odnosu tudi z moškim se počutimo, da imamo pravico celo zahtevati svoj kos pogače v smislu razdelitve domačih del. Nedavno je moj soprog bral neko evropsko raziskavo in Slovenija je na samem vrhu razdelitev domačih opravil med moškimi in ženskami. In to mi je bilo smešno. Potem je pa rekel, in potem so tudi slovenske ženske na samem vrhu v nezadovoljstvu do tega, koliko njihov partner naredi doma. In tukaj smo se smejala. Torej, v Sloveniji, glede na, če primerjamo z drugimi kulturami, bi rekla, da je tukaj ženska pozicija zelo dobra, v smislu tega, kje smo. Enakopravnosti. Enakopravnosti, da v odnosu z moškim si lahko razdelimo vloge, da ni vsa breme gospodinjstva, gospodinjskih opravil, dolžnosti okoli hiše in otrok samo na ženske, kar žal veliko kultur ženska prevzame to breme. In potem dejstvo je, da če se ves njen čas vrti okoli vzdrževanja tega, da drži the pillars of the house, da drži temelje in stebre hiše, potem ona z malo časa ji preostane, da izraža svojo pristnost. Res je. Zdaj, dejstvo je, da vsaka ženska skozi življenje doživlja različne preizkušnje, ki jo seveda oblikujejo, tudi verjetno spreminja se pogled na njo kot žensko samo. Je bila v vašem življenju kakšna takšna preizkušnja, ki vas je še bolj oblikovala v pristno žensko? Mislim, za mene osebno bom rekla, da to, ko sem dobila otroka, je res mi dalo en tak poseben pečat, ker potem greš v žensko v vlogi mame. In vsaka ženska, ki je mama, če ko slišiš besedo mama, celo tvoje telo reagira, kaj lahko naredim zate. In v tistem trenutku spustiš vse in se odzoveš na ta klic. In mislim, da te to preoblikuje. Na nekom nivoju, mislim, da sem takrat, ko sem bila še noseča, napisala en blog, pa imela sem predavanje v Beogradu na temo boginje, katera ženska, pa ne me narobe razumeti, pogoj, da bi začutili boginjo, ni, da imaš otroka. Torej, ni zdaj pa, če imaš otroka. Rojevamo lahko različne stvari, ne samo... Rojevamo lahko knjige, rojevamo lahko ljubeče odnose, rojevamo lahko projekte, lahko rojevamo v končni fazi izražanje ljubezni do otrok, ki
nimajo staršev. Torej, na tisoče načinov lahko skozi žensko spregovori aspekt boginje, ki je materinski. Torej, ampak dejstvo pa je, no, še to bom dodala, pa se bom kar nadovezala na Gabor Matija, ki je izjavil, da moški, ki skrbi za otroka, he is mothering the child. Je v materinski energiji do otroka in da je za njega in za žensko biti v materinski vlogi najhitrejši način za evolucijo. Aha, zanimivo. In to se je zelo usedlo. In ko pomislim na kogarkoli, ki je prišel v vlogo, da izraža materinsko skrb za nekoga, naj si bo to lastni otrok, naj je to nečak, nečakinja, ali pač nemočno bitje, ki potrebuje skrb, ampak ko prevzamemo, ko se odpremo v vlogi materinske energije, takrat mi napredujemo kot človek, ker gremo iz našega omejenega jaza, ki je dostikrat, naš omejeni jaz je dostikrat v egu zelo skoncentriran nase, kaj jaz potrebujem, kaj meni paše, kaj meni prav pride. Ko pa nas prevzame materinska vloga, smo pa skoncentrirani, kaj jaz lahko dam, kaj jaz lahko naredim, kako jaz lahko poskrbim za nemočno bitje, kogarkoli, ki ga imam pred seboj. Ali pa kakršenkoli ustvarjalni aspekt, ki potrebuje to ženstveno ustvarjanje, negovanje, ta pristnost, ki jo zlijemo potem v karkoli želimo poroditi v ta svet. Asja, predlagam en kratek odmor in se vrnemo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Asjo Širovnik-Moškon, predavateljico, avtorico, hipno in regresoterapevtko. Asja, veliko ljudi raje ostaja v coni udobja, v znanem. Zaradi iluzije varnosti ostanemo v neki stagnaciji, čeravno se v tej coni udobja ne počutimo prav dobro oziroma ne izpolnjuje več nekega globjega zadovoljstva. Zakaj še zlasti ženske ostajamo v takšnih okoljih? Načeloma obstaja tukaj ena taka izkušnja oziroma nezavedno prepričanje, v katerem si človek reče ali pa podzavest reče, bolje je, da vztrajam tukaj, ker vem, ker mi je to znano, kaj imam, kot pa da ustvarim spremembo. In dostikrat, ko ljudi vprašam, ok, ampak česa te je strah, če ustvariš spremembo, me pogledajo in rečejo, da bo še slabše. Pravzaprav ljudi, in tukaj potem rečem, dajmo narediti korak nazaj. Kajti to je povezano z odnosom do življenja. Fundamentalno, torej temeljno vprašanje je, a mi zaupamo v življenje ali ne zaupamo v življenje. In podzavest zelo rada posplošuje. Tako da dostikrat ljudje zaradi ene, dveh, treh neprijetnih izkušenj, skozi katere smo tudi rasli, se razvijali, se nekaj naučili, ampak ker smo jih doživeli, podzavest pravzaprav naenkrat naredi neko generalizirano prepričanje, da spremembe niso v redu, da spremembe lahko pomenijo nevarnost, da je bolje ostati tam, kjer smo. Ampak stagnacija je pravzaprav razpadanje, razkrajanje, samo po sebi. Ja, ker v coni udobja ne zraste nič novega, ne? Ampak kljub temu se pa bojimo sprememb, jih čutimo kot breme, kot nepremagljivo oviro, namesto da bi jih doživljali kot priložnost za predrugačenje življenja. Ampak še vedno se zadržujemo. Zakaj se zadržujemo? Je to samo strah pred življenjem samim oziroma nezaupanje pred življenjem samim? Na drugem nivoju, torej eno je strah in ta podzavestno prepričanje ali pa pričakovanje, da je lahko situacija slabša in pomanjkanje ljubečega odnosa z življenjem, v katerem bi zaupali v življenje, v zavedanju, da življenje ne nazaduje, ampak je napredovanje kot tako, evolucijski tok življenjske energije te vedno vleče naprej. Drugo, kar pa ljudi zadržuje na mestu, so pa seveda podzavestni in nezavedni vzorci. Ta avtomatizem, mehanizem ponavljanja iz dneva v dan, rutinsko, pravzaprav na nekem nivoju, ko nekaj postane na nivoju podzavesti, o tem več ne rabimo razmišljati. In ko nehamo razmišljati, naše telo, naše dejanja samodejno ustvarjajo rutine, ki nam zapolnijo čas in prostor,
vzamejo življenjsko energijo in nas prikujejo v ponavljajoče se dneve. Ravno včeraj sem prebrala, da je 90% misli, ki jih imamo danes, identičnih misli, ki smo jih imeli včeraj. In potem se čudimo, zakaj imamo vsak dan isto življenje. In imamo vsak dan isto življenje, pa tudi naša dejanja. Ja. Če pogledamo svoje rutine, bomo ugotovili, da so dostikrat dnevi podobni eden drugemu. Da bi ustvarili željeno spremembo, je zelo pomembno, da se povežemo s podzavestjo. Na to temo ste napisali čudovito knjigo Kdo ustvarja mojo realnost? Jaz sem jo prebrala in moram povedati, da se me res globoko dotaknila in dejansko se ljudje ne zavedamo, koliko imamo v sebi teh skritih mehanizmov, ki pa tako usodno vplivajo na našo realnost. Ampak kako prepoznati te skrite mehanizme? Ja, načeloma v knjigi sem želela narediti primere, skozi katere lahko ljudje stopijo v lasten proces. In znotraj tega procesa razodkrijejo svoje nezavedne vzorce, ki jih držijo v ujetništvu. Kajti dokler smo ujetniki nezavednih vzorcev, nismo svobodni. Pa tako zelo si vsi želimo biti svobodni. Tako veliko nam pomeni ta svoboda. Zdaj, tisto, kar je zelo pomembno, je, da v procesu ozaveščanja svojih vzorcev razumemo, da načeloma, šele ko nam v življenju nekaj ni všeč ali ko nekaj ne gre, ko smo v ponavljajočem se, če se ti nekaj zgodi enkrat, se je zgodilo. Če se nekaj zgodi dvakrat, dajmo pozornost na to. Ko se ti nekaj zgodi tretjič, govorimo o vzorcu. In če se ti ponavljajo dogodki, odnosi, reakcije, ki so si podobne med seboj, govorimo o vzorcu. In neverjetno je, kajti ko ljudje imamo vzorec, potem naš reče, zelo hitro interpretira realnost, tako pač je. Tukaj ne morem nič. In iz tega potem sledi tista slavna vdati se v usodo. In tukaj človek dejansko trpi. Zelo. Ker na nivoju duše pa vemo, na nivoju našega avtentičnega, pristnega jaza, mi vemo, da nismo ustvarjeni za trpljenje. Pa da vlečemo verige, ne? In na ta način vlečemo verige. In ostajamo ujetniki nezavednega. Pa mislim, da je Carl Jung rekel, dokler ne ozavestite nezavedno, boste trpeli v življenju in to imenovali usoda. Usoda, ja. Ampak dobro, zdaj, če jih že odkrijemo, kako potem pognati ta postopek stopanja ven iz nezavednih vzorcev? Torej, prvo tisto, ta nivo, ko odkrijemo, tisto, kar ljudem vedno toplo priporočam je, na tem nivoju pojdi v opazujoči jaz. Ne bodi v tistem delu sebe, v katerem se obsojaš, kajti tukaj potem ne narediš nobenega napredka. V trenutku, ko človek misli, da je kriv zato, ker je določen vzorec v njegovi podzavesti, postane nemočen. Kriv, da ni moč. Odgovornost ne pomeni, da si kriv. Odgovornost pomeni, da si prevzel moč v svoje roke. Odgovor na situacijo ali pa responsibility, odgovor, ability, sposobnost. Sposobnost odgovoriti na situacijo pa je dejansko moč. Torej, prvi korak je ozaveščanje, da gremo v zavedanje, zavestni jaz. Drugi korak je pa, kar se tiče mojega dela, najhitrejši način za spreminjanje podzavestnih vzorcev, dostop do podzavesti. Torej, če želimo spremeniti nekaj v podzavesti, stopimo v podzavest in ustvarjamo spremembe prepričanj, ki so podporniki vzorca, osvobajamo čustva, ki so hranilo za tista prepričanja in hkrati lepilo, ki drži skupaj vzorec. In ko osvobodimo čustva in ko osvobodimo prepričanja, potem je ta vzorec razrahljan in potem z lahkoto vzpostavimo drugačno prepričanje, drugačno čustvo in na bazi teh drugačnih čustev in prepričanj začnemo formirati drugačne izkušnje, ki potem pomenijo pozitivne vzorce v našem življenju, tvorne rutine, na primer. Kako se začne človek spreminjati, kako se to vidi znotraj njega in zunaj njega, ko se pogumno začne osvobajati teh skritih mehanizmov, ki so ga toliko časa v bistvu držali v nekem, bom rekla, podzavestnem suženjstvu? Mislim, da tisto, kar pri sebi se spomnim svojega prvega momenta, ko sem stopila v podzavest in rekla, aha, to je to. Kamen dol pade, ne? Dejansko rečeš, aha.
In prideš na neko mesto v središču, v srčiki svojega bitja, kjer enostavno si. Ne rabiš več nikamor iti, nikamor prideti, nič nikomor dokazati in doživiš izjemno globok mir. In ravno v tej točki središča, srčika tvojega bitja, v kateri ti samo si, v tem stanju miru, nasprotno vsemu, kar so te kdajkoli učili, se zgodi najmočnejša sprememba ravno v tem, ko se ti prepustiš temu stanju popolnega miru, popolne enosti, popolne povezanosti, popolne razbremenjenosti in odvežeš se od tistega, kar si mislil, da si. Zdaj, tukaj se srečata ta metafizična, psihospiritualna dimenzija z dejanskimi starimi duhovnimi izročili, ki so govorili, da ko presežemo svoj ego, smo svobodni. Res je, ker dejansko tale notranja refleksija oziroma stopanje ven iz teh omejujočih prepričanj ali pa podzavestnih vzorcev, dejansko, ko začneš stopati ven iz njih, te začne preplavljati res en tak mir in harmonija. In če želiš to potem negovati naprej, moraš začeti spuščati veliko stvari iz svojega življenja. Eno stvar ste že omenili, to je v bistvu ego. Kaj še vse? Tisto, kar je pomembno v tem prostoru, je ta, da se disasociiramo, torej da razumem, moje misli niso jaz. Moja prepričanja niso jaz. Jaz sem se včasih hecala na predavanjih in rekla, ampak to ni hec. Ljudje določeni so pripravljeni umreti za svoja prepričanja. Prepričanja, ja. Veliko vojn je nastalo zaradi tega. Na bazi prepričanja. Ravno zato, ker sem toliko potovala in šla skozi različne kulture, sem razumela, da kar je za nekoga sveto, je za lahko nekoga nepomembno. Torej, različna prepričanja ustvarjajo različne izkušnje. In še vedno trdim, da prepričanje ni nič drugega kot samo to. Prepričanje. In prepričanje se lahko zamenja. In dostikrat, ko ljudje rečejo, ampak to pa res ni prepričanje, to pa res takoj rečem, si pripravljen ali pripravljena narediti eksperiment in spremeniti prepričanje glede na to situacijo. Drugo vprašanje, ki ga zastavim, ki je ljudem tisto, kar je treba pustiti zadaj za sabo, še eno globoko zakorenjeno, nič ne morem narediti, tako pač je. To je eno od osnovnih prepričanj, ki jih pustimo za seboj in ga zamenjamo sem fluidno bitje, ki je vsak dan v razvoju, v evoluciji. Moje misli tečejo, tekoče se, a v vsakem trenutku ponovno, na novo, kreativno izražajo skozi mene. Absolutno lahko vse spremenim, tudi in predvsem sebe. Ko pa se mi spremenimo, torej predvsem, ko ste me vprašali, kaj pustim za seboj, puščam svoj stari jaz za seboj. In ne enkrat, to ni enkratno dejanje. Tako kot se ljudje ne stuširamo enkrat v življenju, ampak se tuširamo vsak večer. Tako je to levenje iz starega jaza in rojevanje v novi jaz. Zavesten proces, kateremu sledimo verjetno na celo življenje, na mikroravni dnevno, na večjih ravneh, ciklično po mesecih, po letih. In tisto, kar bi ljudje lahko delali, je, da pogledamo nazaj in pogledamo, kje sem bila pred 5 leti, kje sem bila pred 10 leti in pred 15 leti. Kaj sem se naučila od takrat, kako sem se spremenila od takrat, kakšna prepričanja sem zamenjala in ali imam še vedno določena prepričanja, ki niso šla nikamor, in če niso šla nikamor, ali mi služijo? Točno to je ključno vprašanje. Ali mi ta prepričanja služijo? Predlagam en kratek predah in se vidimo prav kmalu. Dobrodošli nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci, v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Asjo Širovnik-Moškon, ki je med drugim tudi pisateljica. Napisala je tole čudovito knjigo Kdo ustvarja mojo realnost. In pogovarjava se o skritih mehanizmih v naši podzavesti, ki usodno vplivajo na našo realnost. Asja, a bi nam lahko opisali en primer iz knjige nekoga, ki je naredil en zavesten preskok v svoji zavesti, ko je opustil skrite mehanizme? Torej, kar dva primera imam v glavi, pa bom mogoče povedala prvo o enem mojem klientu, ki ni imel sreče v ljubezni. Dejansko, ponavadi to ženske pridejo in rečejo, ok, ne najdem ta pravega partnerja, imam težave v odnosih, vedno izberem napačnega. In meni je bilo, ker tudi to je nek stereotip potem,
Ampak ne, on je bil moški in res je dejansko vedno imel v odnose, v katerih je on dal sebe, dal svoje srce, dal svojo dušo in ostal sam in bil prizadet. In mislila sem si, takrat že, ko sva delala, gledaj, ti si pa zdaj razbil ta nek stereotip, kakšni so moški in kakšne so ženske. Na koncu smo ljudje. Ja, res je. In ko sva šla v njegovo podzavest iskati vzroke za ta vzorc, ker to je dejansko bil izjemno boleč vzorc, so odkrivale seveda tiste otoke v podzavesti, tista clusters, tista grozdi prepričanj, v katerih on ni vreden ljubezni. Zelo, zelo zakopana, zelo podzavestna. Na prvi pogled, če bi ga vprašala, misliš, da si vreden ljubezni, bi rekel, ja, kdo pa ni, ker je bil res srčen človek. Kako naj bi nekdo verjel zase, da ni vreden ljubezni? No, ampak ko so odkrile ta prepričanja, ki so ustvarjala njegove izkušnje in ko se je on povezal s svojim notranjim otrokom, o katerem zelo veliko pišem v knjigi o arhetipu ranjenega otroka, pa tudi božanskega otroka, in ko je zacelil svojega ranjenega notranjega otroka, se je odprlo njegova podzavest in zacvetel je njegov božanski notranji otrok. In nedolgo nehal je iskati ljubezen izven sebe, res je doživel tisto opevano nektar ljubezni, ki ga nosiš v sebi, ko se razcveti tvoja duša. In bil je popolnoma v miru sam s seboj, ko je srečal svojo sanjsko žensko, s katero sta res ustvarila sanjski odnos, ker te so že leta od tega, ko se je to zgodilo in ko sva knjigo napisala, in je še vedno v tem ljubečem in srečnem odnosu. In to je za mene bilo fascinantno, ker ko sva začela delati, me je nekoč pogledal in rekel, pa se bova midva kdaj ven izkopala iz vseh teh vzorcev in vseh teh prepričanj, a je tukaj konec temu. In sem rekla, samo malo še treba zdržati. Samo še malo. In potem tista eureka, tisti trenutek, ko se začnejo olajšanja, osvobajanja tistih starih čustev in potem ta ljubezen, mir, harmonija. To je res osvobojajoče. Kako lepa. Taka lepa energija, ne? Te preplavi. Verjetno potem začnemo tudi na težave gledati drugače, ne več kot na breme, ampak res kot na priložnost za osvobajanje, za rast, za večjo osmišljenost v življenju, večje zadovoljstvo. Dejansko, jaz pravim, da ne moremo videti svojih vzorcev, dokler nam jih življenje ne prezrcali nazaj. In ko odkrijemo, kaj nekaj ne deluje, namesto da se ustrašimo te težave, na nekem metafizičnem nivoju smo lahko hvaležni. Ker zdaj imamo zrcalo, ki nam kaže, gledaj, tukaj imaš vzorce, daj si tele vzorce spremeni, daj naredi transformacijo teh prepričanj in vzorcev, osvobodi se. V bistvu bi se morali vprašati, kaj me ta situacija uči, ne zakaj se mi to dogaja. No, tudi če rečemo, zakaj se mi to dogaja, prvo vprašanje, drugo vprašanje, zato da se nekaj naučiš, kaj me ta situacija uči, in potem tretje podvprašanje, česa se je potrebno na tej točki osvoboditi, da grem lahkotnejši naprej. In naslednje vprašanje, kako lahko imam v svojem življenju več sreče. Kajti vsaka transformacija pelje do več sreče, do več ljubezni. Moje osnovno prepričanje, ki ga učim, je, nismo se rodili, da bi trpeli. Trpljenje si izberemo, bolečine se ne moremo izogniti v neki situaciji. Bolečina je dana, trpljenje je izbrano. In ko zavestimo, da nas življenje ljubi, to je še ena moja temeljna postavka, življenje te ljubi. In če predstavljaj si, da bi živel do konca življenja spoznanju, da se ti ne more nič slabega zgoditi, ker si tako zelo ljubljen. Kakšen moment in kako bi se ljudje drugače obnašali v odnosu do sebe in do drugih. In potem tudi ta želja, ki jo imamo ljudje, da bi nadzorovali potek življenja, namesto da bi se udobno sprostili v tej nepredvidljivosti, ki je del življenja, se zataknemo v coni udobja. Ampak kako lahko človek res zazna to subtilno razliko, kaj pomeni nadzorovati življenje in kaj pomeni nasloniti se nazaj in se sprostiti v tej nepredvidljivosti življenja? Življenje, torej spet je tukaj odvisno, kako jaz vidim na podzavestnem nivoju življenje. Če imam podzavestno prepričanje, da mi življenje vedno prinese nekaj dobrega, da se iz vsake situacije rodi lahko samo dobro, da je življenje na moji strani,
v tistem kritičnem trenutku, torej ni, da se je nekaj zarotilo proti meni, ampak da me življenje dviguje in vodi na boljše in večje. Kolikokrat v življenju je kdorkoli od nas doživel največjo katastrofo, potem je pa ugotovil čez leto, 2 ali 3, da je to bilo blessing, da je to bil blagoslov, najboljše, kar se nam je lahko zgodilo. In če mogoče, jaz sem se še to naučila, če mogoče jaz ne bi bila tako vkopana v svoje vzorce, bi tisto, ko me je življenje izruvalo, veliko manj bolelo. Če bi bila jaz, in zato ta lahkotnost, ko postanemo enotni s tokom življenja, smo kot list, ki ga nosi reka, v zavedanju, da je končno postaja ocean, s katerim se združimo. Kapljica, ki postane del enega. In to je v bistvu neka že sofistična filozofija ali pa metafizična, mistična filozofija, kateregakoli mistika, katerekoli zgodovinskega izročila, v katerem se ti kot posameznik, tvoj ego, ki se ves čas boril, prepustiš in padeš v objem te ogromne ljubezni, ki ti samo daje. In potem narediš shift. In takrat dejansko je samo še vprašanje, kako široko so razprte tvoje roke. Ker toliko prejmeš, koliko široke so razprte tvoje roke. Se strinjam popolnoma. Midve bi lahko klepetali še zelo dolgo, ampak za konec bi vas, Asja, prosila samo še za en ključ na svet, ki bi ga želeli predati našim ženskam, gledalkam in gledalcem pred ekrani. Mogoče bi si želela, da bi prav vsaka ženska imela to možnost, da ne glede kako poln je njen urnik, zvečer ali pa zjutraj najde čas samo zase. In da v tistem času, ki je samo tvoj, prisluhneš sebi, notranji modrosti, notranji intuiciji, tistemu glasu v tebi, ki ve in ga potem tudi upoštevaš in mu slediš. In samo s tem enim korakom lahko popolnoma spremeniš svoje življenje. Res je, Asja, tako lepo ste to zdaj zaključili, da skoraj nimam kaj dodati, kot razen tega, da se vam iskreno zahvalim za tale pogovor, da ste z nami podelili svoje modrosti, globoke uvide v te skrite vzorce, ki nas pa žal velikokrat držijo v neke realnosti, ki ni v skladu z našo pristnostjo in z našo resnično naravo. Drage gledalke, cenjeni gledalci, naj vas Asjine modrosti spodbudijo, da tudi sami prepoznate, kako pomembno je pogumno stopiti na pot samospoznavanja in si začnete zavestno ustvarjati drugačno realnost. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.